Z razstavo Barve skozi čas njen avtor Janez Klavžar predstavlja izbor del, ki so nastala v zadnjem desetletju. Moj osnovni namen je bil, da poleg tega, da so bile te slike večinoma narejene za razpisane razstave, kot so v Piranu, ta mednarodni Extempore piranski, Mariboru, Ptuju in pa preko javnega sklada, kjer so tudi vsako dvoletni razpisi na določene teme in so potem te slike nastale za te razstave v teh 10 letih in kot sem rekel že na začetku, je bil ta osnovni namen, da te slike predstavim tudi, bi rekel, domači publiki tukaj v Krškem, v Brežicah, prijateljem, znancem in da se to neko obdobje 10-letno zaključi s tem. Razstava predstavlja avtorjeva razmišljanja o postavljenih temah, kar pa vedno nadgradi z lastnim dojemanjem sveta. Poleg kompozicije in poteze se njegova pripoved z barvami vplete tudi v aktualne dogodke, odnos do okolja, zdravja in begunsko krizo. Je posebno zanimiva ta zgodba tega, bi rekel, gospoda, v narekovajih. Ta slika bila narejena, mislim, da pred 10 leti in je bila takrat razpisana tema zdravo življenje. Jaz sem to sliko slučajno našel v enem časopisu, kjer je bil ta gospod slikan in se je tako ironično spopadal s to temo, tisto zdravo življenje. No in potem se je pa to zgodila ta migrantska problematika leta 2015-2016 in mislim, da je bila ta slika posneta nekje v Bangladešu in kot sem rekel že na sami otvoritvi, lahko da je bil že v tem migrantskem valu tudi ta naš gospod s cigareto in že tu nekje med nami. Klavžar se je z ljubitelji likovne umetnosti družil v več društvih, sedaj pa je član kulturno-umetniškega društva Liber iz Krškega. Tu so na ogled postavljena Janezova dela, ki so skozi oči strokovnjakov, se pravi skozi strokovne žirije, tako državne, ne samo lokalne državne, pa tudi mednarodne, dobila takšna ali drugačna priznanja in nagrade. Torej, tu so uspehi Janezovi zadnjih 10 let. Razstavljene so vse slike z tehnike akril na platno, mislim, da tudi neke mešane tehnike s kolažem na akrilu, z akrilom. Drugače pa tako za sprostitev delam tudi v akvarelu, z oljem pa zdaj zadnjih nekaj let že ne več. Kot dodaja Pirčeva, v društvu podpirajo uspešne ustvarjalce, zato dajejo poudarek izobraževanju oziroma izpopolnjevanju znanja. In posebej je zgodba, ki jo nekako začenjamo z lanskim letom, nekako na novo postavlja to društvo, kulturno-umetniško društvo Liber, je ponuditi mladim možnost ustvarjalnih prilik, se pravi priložnost ustvarjalnega zanosa z mentorji, z akademskim znanjem, se pravi v vseh teh sekcijah, ki jih pač ponujamo. V kulturno-umetniškem društvu Liber, ki šteje 17 članov, so v zadnjem obdobju veseli predvsem povečanega zanimanja mladih, še dodaja Pirčeva. Razstava Barve skozi čas je bila sicer v dvorani v parku, na ogled še pred izbruhom epidemije.